Pozdravljeni vsi skupaj na današnjem dogodku, ki ga je organiziralo Društvo novinarjev Slovenije. Ob 8. marcu, torej Mednarodnem dnevu žensk, se bomo danes spraševali o tem, kakšen je položaj novinark v naši družbi. Novinarji vseh spolov namreč v zadnjem času delajo v izrazito sovražnem okolju, tako pri nas, kot tudi onkraj naših meja. Raziskave pa kažejo, da so predvsem novinarke tiste, ki so največkrat deležne nasilja raznoraznih oblik. Predvsem je v zadnjem času aktualno spletno nasilje. Skratka, če je pa spletno nasilje javno, je po drugi strani nasilje, ki ga morda doživljajo v delovnem okolju ali pa v stiku z ljudmi, s katerimi delajo, o katerih poročajo, skrito. Tako da danes bomo pravzaprav naslovili vprašanje položaja novinark, poskušali odgovoriti na to, s kakšnimi težavami se pravzaprav soočajo pri svojem delu ali pa zaradi svojega dela. V pogovoru bodo nocoj sodelovale Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije, ki bo predstavila ugotovitve poročila o spremljanju napadov na novinarje. Potem je z nami Maja Sever, predsednica Sindikata novinarjev Hrvaške. Govorila bo o hrvaških izkušnjah s prijavo spolnih nadlegovanj. Potem je tukaj Tanja Starič iz Televizije Slovenija, pa Suzana Perman iz Pop TV-ja oziroma Kanala A in Petra Lesjak Tušek iz Večera oziroma iz Društva novinarjev Slovenije. Lepo pozdravljene vse skupaj, pozdravljeni tudi vsi ostali, ki ste se pridružili dogodku. Ja, lep dober večer. Za začetek besedo predajam, Špela, tebi. Ja, dober večer. Ob tej priložnosti vsem damam prisotnim čestitam za današnji praznik, ki je eden izmed mojih najljubših praznikov, osebno moram reči, in zelo spoštujem vse pogumne in odločne ženske. Jaz bi zdaj najprej vam na kratko predstavila v bistvu rezultate te našega spremljanja napadov na novinarje. Napade smo spremljali 2 leti, to ne gre zdaj za statistično relevantno analizo, ker pač nismo mogli tega delati sistematično. Smo pa spremljali, se pravi kvalitativno napade in ugotavljamo v našem poročilu, ki je objavljeno na naši spletni strani, da tudi spremljanje napadov v Sloveniji potrjuje oziroma da smo prišli do podobnih zaključkov, kot jih kažejo nekatere redke sicer raziskave, ki so bile narejene glede pač spletnega nadlegovanja na splošno ali pa specifično spletnega nadlegovanja oziroma napadov na novinarje. In to je to, da je razširjenost v bistvu spletnega nadlegovanja v splošni populaciji in tudi med novinarkami in novinarji pač bistveno v večjem merilu so napadom izpostavljene novinarke. Te napadi so tudi bistveno bolj osebni, novinarke oziroma ženske napadajo drugače, kot napadajo njihove moške kolege. Te napadi vključujejo, se pravi, spolno nadlegovanje, implicitno ali eksplicitno, spolno vsebino, vključujejo napade na videz, se pravi neko zunanjo pojavnost žensk, so tudi bistveno bolj vulgarni, seksistični, in to potrjuje v bistvu ugotovitve tudi drugih raziskav. In ugotavljali smo tudi v tem, mislim, ko smo malo spremljali, kdo so največkrat tarče. Tarče napadov so dejansko, se pravi, novinarke naše nacionalne televizije oziroma voditeljice in novinarke televizij na splošno, preiskovalni novinarji in novinarke in pa novinarji in novinarke, ki pokrivajo, se pravi, novinarji in novinarke notranje političnih redakcij. Zdaj tudi, če pogledamo, redki primeri, ki so v Sloveniji dobili sodni epilog, teh je zelo malo.
ampak če pogledamo statistiko teh primerov, lahko ugotovimo, da so bile tarče v vseh teh primerih novinarke, da so bili storilci v vseh teh primerih moški in da je v 4 od teh primerov je imel ta napad tudi spolno konotacijo. To je v primeru Jelene Aščič, kjer so jih dobesedno grozili z posilstvom, v primeru in v obeh primerih, se pravi proti Mojci Pašek Šetinc in Evgeniji Carl, kjer vemo, da je imel napad spolno konotacijo, se pravi omenjanje oziroma namigovanje na prostitucijo. Na splošno so te najpogostejše oznake prostitutka, kurba, namigovanje, se pravi na neko javno storitev, na javno hišo, grda, stara, kuzla, vsi ti vulgarni izrazi, ki jih nikoli v bistvu v teh spletnih vsebinah ne vidimo, da bi s temi istimi izrazi oziroma s to isto spolno konotacijo napadali moške kolege. Zdaj to, kar ugotavljajo v bistvu, kar smo mi ugotavljali, ko smo spremljali napade na slovenske novinarje in novinarke, potrjujejo tudi v bistvu raziskave. Lahko rečem, da na splošno so v Nemčiji delali raziskavo med uporabniki interneta in so ugotovili na splošno, da so žrtve spletnega nadlegovanja v bistveno večjem številu ženske kot moški in da so te posledice tega nasilja, spletnega nadlegovanja za ženske žrtve tudi veliko bolj travmatične. Naprimer, zadnjo raziskavo, globalno raziskavo je opravil Mednarodni novinarski center v sodelovanju z UNESCOM in so bili izsledki objavljeni konec leta 2020. In tukaj so ugotovili, da kar 3/4 novinark, se pravi 73% novinark, ki so sodelovali v raziskavi, poroča, da so bile žrtve spletnih zlorab, nadlegovanja, groženj in napadov. Vemo, da se to nadlegovanje spletno vedno bolj preliva tudi v dejansko fizično nasilje in da skrb vzbujajoče je pa tudi to, da je 40% novinark, ki so bile potem kasneje žrtve umorov, predtem prejemalo spletne grožnje. Se pravi, teh groženj nikakor ne smemo vzeti zlahka in zelo hitro se lahko prelijejo v fizično nasilje, ne smemo pa tudi zmanjševati v bistvu posledic tudi tega samo verbalnega spletnega nasilja, ker ko smo delali intervjuje z novinarkami, smo ugotovili, da če tudi to mogoče ne vpliva neposredno na njihovo poročanje, pa definitivno vpliva na njihovo samozavest in na njihov odnos do dela in na splošno motivacijo, sploh zato, da bi sploh ta sicer zelo zahteven poklic opravljale. Samo še eno stvar bi omenila, da so z raziskavami tudi ugotovili, da obstajajo razlike v spolu pri reakcijah na napade. In da raziskave potrjujejo, da ženske težje prenašajo žalitve, sovražni govor in druge oblike spletnih napadov kot moški kolegi in da ga ocenjujejo za bolj resne in ogrožujoče. To je verjetno povezano tudi samo z vsebino in naravo teh napadov, ker so bistveno bolj vulgarni, osebni, seksistični. In kar je še bilo ugotovljeno, je bilo to, da se v bistvu ženske oziroma novinarke pogosteje zatekajo k strategijam izogibanja. In to vključuje zmanjšanje pozornosti in prisotnosti na družbenih medijih, opuščanje komunikacije z bralci, gledalci, poslušalci, samocenzuro oziroma prilagoditev poročanju ter tudi opuščanje novinarskega poklica. Zdaj bi pa jaz na tej točki v bistvu nehala in dala rajš še besedo in priložnost
vsem novinarskim kolegicam, ki lahko dejansko vseh teh pojavih in napadih govorijo iz lastne izkušnje in v prvi osebi. Ja, jaz bi najprej k besedi povabila Majo Sever. Maja, če lahko torej predstaviš, kakšne so izkušnje s prijavami spolnega nadlegovanja in spolnega nasilja na Hrvaškem. Dobar dan svima, hvala vam što ste me pozvali. Govorit ću na hrvatskom, malo ću govoriti sporije, čisto i ako nešto nije razumljivo, samo mi signalizirajte pa mogu malo prebaciti na engleski ili će mi Anastazija ili neko od vas pomoći. Nažalost, ja radim na javnoj televiziji, velika je naša javna televizija, kod nas ima 2800 zaposlenih, javna radiotelevizija i nažalost posljednjih par mjeseci pokazalo se da sustav jednostavno nije dobar. Ja sam sindikalna povjerenica, inače predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i dugogodišnja zaposlenica na HRT-u. U jednom trenutku jedna kolegica me izvijestila o tome da ima problema i da ima i seksualnog uznemiravanja, ne zlostavljanja, i pokušali smo poduzeti sve mjere koje su zapravo moguće kako bi ona prijavila to zlostavljanje i razgovarala je sa glavnim ravnateljem, no nakon toga se nije dogodilo apsolutno ništa. Niti je njoj čak javljeno je li taj slučaj okončan, šta se dogodilo, koji su zaključci, ništa se nije dogodilo. Moja kolegica je nakon toga svjedočila o tome u jednim tjednim novinama. Ono što je važno reći da je nakon toga uprava sve što je radila je zapravo pokušavala na neki način diskreditirati kolegicu sa onom jednom sjajnom tvrdnjom da ona želi veću plaću, od koje se meni naravno odmah diže kosa na glavi, jer ne mogu shvatiti zbog čega bi bio krimen, u čemu je problem ako ona želi veću plaću, odnosno plaću koja je adekvatna radnom mjestu na kojem je ona radila. To uopće nije ni veća plaća. Tijekom tog postupka saznali smo da su prekršeni svi mogući protokoli koje uopće možete zamisliti da postoje, poput toga da je recimo prijaviteljica dovedena na sastanak na kojem je prijavljeni. Dakle, bez obzira kako bi završio taj postupak, bez obzira tko je u tom postupku u pravu, činjenica da je i to pod rukovodstvom naših upravitelja dovedena na sastanak sa čovjekom kojeg je prijavila, to je već kršenje apsolutno svih protokola. Ja sam kao sindikalna povjerenica tražila od generalnog direktora da osnuje neovisno povjerenstvo koje bi ojačalo zaštitu žrtve, koje bi ojačalo cijeli taj sustav i dalo zapravo podršku prijaviteljima, prijaviteljicama. Odbijena sam. Dapače, uz upozorenje da ću možda morati odgovarati jer ja tvrdim da postupak nije napravljen u skladu sa pravilima. Nakon toga sam ih prijavila nadzornom odboru Hrvatske radiotelevizije. Nadzorni odbor je zaključio da sustav nije dobar, da ga treba popravljati, da treba surađivati sa pravobraniteljicom, educirati ljude. Dakle, nadzorni odbor je rekao gotovo sve isto što sam ja tražila od ravnatelja i odbijena sam. Opet se ništa nije dogodilo. Onda sam prijavila Saborskom odboru za medije. I Saborski odbor za medije je zaključio da sustav nije dobar, treba ga ojačati, bla, 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 ali se opet ništa nije dogodilo. Žena je dala otkaz ili rekla da više ne može dolaziti u taj kolektiv. Ravnatelj je tu di je, tvrdi da je sustav super i nikomu zapravo ništa ne može. Jer imamo vrlo loš zakon o HRT-u koji ravnatelju daje ovlasti faraona i u principu
zapravo ništa ne možemo. Žrtva je 3. put bila žrtva i zapravo svakim danom, svakom novom izjavom uprave kuće, ona dodatno sve to prolazi jer se dodatno priča o tome da ona to radi. Mislim, čak nemojmo da ne govorim o konkretnom slučaju. Jednostavno žrtva prijaviteljica, ajmo reći prijaviteljica, nije zaštićena i iako su 3 razine, dakle mi kao radnici i radnice, sindikalna razina, nadzorni odbor, saborski odbor, zaključili su da sustav nije dobar, da ne štiti dovoljno žrtvu i da treba ojačati, ništa se nije dogodilo. Evo, ja sjedim s vama i mogu vam samo reći da ja svaki dan pišem novu prijavu, svaki dan tražim novi razgovor i molim da zajedno učinimo nešto da se ojača sustav. Ali se nije ništa dogodilo, osim što je žena dala otkaz. Eto. Dobro, Maja, najlepša hvala za te informacije, to zgodbo. Žal je takšna. Jaz predlagam, da nadaljujemo sedaj pogovor. Petra, Suzana, Tanja, za začetek me zanima, kako vi same sploh definirate nasilje? Kaj vse je nasilje? Mogoče ali lahko opišete kakšno osebno izkušnjo? Petra, lahko kar ti začneš, prosim. Ja, pozdravljene. Me veseli, da se ob 8. marcu povezujemo na ta način, tudi če smo naveličeni Zoomov in da lahko praznujemo, čeprav je tema zahtevna in čeprav se v bistvu soočamo z vprašanjem nasilja iz dneva v dan bolj intenzivno v primerjavi s preteklostjo ali pa vsaj na drugačen način. Zdaj, nasilje je res precej izmuzljiv pojem, v klasičnem smislu smo ga res lahko razumeli bolj kot fizično obliko, zdaj pa se pojavlja precej kot verbalno, kot je tudi Špela v izhodišču predstavlja. Ta blatenja in psovanja v veliki meri novinark so gotovo oblika nasilja, ki ga vse sogovornice tu kar dobro poznamo. Predvsem je to postalo kar močno uporabljeno sredstvo za diskreditacije novinark, zlasti kadar gre za kritična poročanja, kot ugotovljeno prej pri poročanju Špele, zlasti notranje političnih novinark, ker je pač politika na udaru in gre sproti napadi z vsemi topovi in ne izbira več besed in sredstev. Je pa to, kar nas skrbi, lahko gotovo tanka meja med verbalnim in fizičnim nasiljem. Konec koncev lahko smo videli primere že v Evropi, ne samo fizičnih napadov, zapiranj, ampak tudi umora novinarke. Zdaj večkrat nam rečejo, da mi pretiravamo, ko razmišljamo, da bi tudi v Sloveniji se kaj takega zgodilo, ampak dejansko se vsak dan dogajajo primeri, ki nam dajo vedeti, da žal ne pretiravamo in da lahko pričakujemo različne oblike in da se to nasilje nad novinarkami in novinarji seveda stopnjuje. Če govorim iz izkušenj, lahko rečem, zlasti zato, ker prihajam iz lokalnega okolja, da so recimo v preteklosti uporabljali precej bolj neposredne metode, sicer tudi so bile grobe, vulgarne, recimo so prišli na dopisništvo direktor kakega podjetja, grozil s tožbami, klical direktorje, ti bolj neposredni načini, ker seveda še tudi družabna omrežja niso bila razvita do te mere. Poleg tega ni potekalo toliko javno, ampak veliko bolj mogoče prikrito, čeprav so pritiski vseeno bili v smeri, da se pač skuša utišati vsakršno kritiko. Vedno je bil cilj pravzaprav isti, samo načini so bili drugi. In nenehno so pač delovali v tej smeri, da so poskušali prikazati novinarko kot lažnivko ali kot nekoga, ki pač ne pozna ali namenoma zavaja in prikriva dejstva, sprevrača. To so že preverjene metode, bo Tanja, ki zdaj prikimava, lahko povedala iz dolgoletnih izkušenj in iz različnih medijev. Radi so grozili z klici direktorji, lastniki, češ da bodo novinarke se ustrašile tudi te ekonomsko-socialne posledice, ki so tudi od nekdaj najbolj učinkovite, se pravi spodkopavati finančne plati. Po drugi strani pa seveda
vedno bolj osebno in vedno bolj v intimo posameznice. Zdaj mi lahko prenesemo vse te kokošnjake in kurbe s plesa in vse grobosti, ki jih je recimo Suzana kot mlajša generacija zelo dobro izkusila. Ampak problem je v tem, da je to dejansko precej učinkovit način, ker v vsakem primeru, ne glede na to, da delamo argumentirano, pa povsem čustvene plati ne moreš prezreti dnevno. Lahko nas imajo za bolj občutljive, glede na to, da smo pregovorno nežnejšega spola. Pa vendarle, mislim, ne moreš ostati popolnoma imun in se začne spraševati po vrednosti tega, da z nečim nadaljuješ. Ker se to tudi organizira, kot smo lahko v zadnjem obdobju spremljali, multiplicira in sprevrže v prav načrtne kampanje, ki so potem res utrajajoče in naporne. Jaz sem recimo nazadnje, sem ravno Anastaziji pripovedovala, dobivala v Messenger tudi najave, kako bodo izdelali moj psihološki profil, ga javno objavili, prikazali vse moje lastnosti, ki bodo pač ponazorile, pač, da sem potrebna psihiatričnega zdravljenja. In take stvari, ki se nalagajo, in v resnici neki tudi vržeš čez ramo, neki pa ostane, še zlasti zato, ker si hkrati, če smo ob dnevu žensk, lahko rečem, tudi pač mama, partnerica, imaš ljudi zlasti v lokalnem okolju, ki jih srečuješ dnevno, so tvoji prijatelji in tudi ti se začnejo spraševati o tvojih nekih skritih agendah, ki ti jih prikazujejo in nenadoma nimaš več kredibilnosti, ki ti je osnovna v življenju, zato da si profesionalna in etična novinarka. Tanja, kakšne so tvoje izkušnje? Mikrofon mogoče, če prižgeš. A je zdaj v redu? V redu. Tehnika. Ja, žal so moje izkušnje zelo podobne, v bistvu izhaja iz tega, kar je povedala tudi Petra. Mislim, seveda imamo veliko različnih oblik nasilja, ne, imamo grobo fizično nasilje, ne, in to ne moremo se sprenevedati, da to ne obstaja. To obstaja tudi v Evropi, ne. Vemo, da so umorili slovaškega novinarja Jana Kuciaka, malteško novinarko. Kaj je značilnost tega, ne? Značilnost tega je, da v bistvu so ti novinarji delali preiskovalno delo, se pravi, so bili preiskovalni novinarji, iskali so, sledili so denarju, kot se temu reče, ne. Bili so tarče takrat, ko so dregnili v centre moči, ne. In pač to mora vsak novinar, zlasti tisti novinarji, ki so seveda tudi pri nas in se ukvarjajo s preiskovalnim novinarstvom, imeti v zavesti, ne. To se ne dogaja samo drugje, dogaja se tudi zelo blizu nas, ne. Tudi pri nas so bili pretepeni novinarji, vemo, da je bila napadena ekipa televizijska v Novi Gorici, kjer je samo sreča bila, da kdo ni bil poškodovan. Toliko o tem, to je fizično nasilje. Ampak značilnost našega prostora in časa je po moje to, kar si ti, Petra, govorila, ne, se pravi ta character assassination, ne, skratka umor osebnosti, ne, ki se dogaja preko teh spletnih kampanj. Zdaj, kako to poteka, ne? Zdaj, jaz recimo vodim Odmeve, ne, lahko povem, ne, napovedan je gost, ki, ne vem, določeni, ne vem, komu ni všeč, ali politični stranki, ali mogoče komu drugemu, skratka, tako. In še preden ta gost res v resnici spregovori, ne, še preden ta gost pove nekaj, s čimer bi se dalo polemizirati, se sprožijo družbena omrežja, ne, po možnosti iz nekih fake profilov, skratka lažnih profilov, ki se potem multiplicirajo. In argumenti niso argumenti, ampak so žaljivke, ne. So žaljivke na račun tega gosta in so žaljivke na račun RTV Slovenija kot javne hiše in so žaljivke na račun voditelja, ne. Zdaj, kaj je namen te kampanje, ne, ki ni, mislim, morda se zdi pač, ne, mi smo javne osebnosti, moramo imeti nekoliko tršo kožo, ne. Ne gre za to, ne. Te kampanje so nastale v tujini in imajo svoj cilj. Prvi cilj je ustrahovanje, ne. Ustrahovanje zato, ker v bistvu naslednjič, ko boš pač šel v studio in delal intervju, bo nekje v kotičku tvoje zavesti kljuvala ta misel, kaj se bo zgodilo, ko boš iz studia prišel, ne.
To ne pomeni, da smo prestrašeni, pomeni pa, da gre za poskus golega ustrahovanja. Ne. To je ustrahovanje. To je prvo. In drugo je uničevanje verodostojnosti novinarja. Ne. Sem to večkrat že rekla, tudi v preteklosti. Novinarji nimamo veliko, mi nismo bogataši, mi nismo, ne vem, ampak imamo neko svojo verodostojnost, svoje ime, svoje v bistvu bi rekla, neko znanje, pač to, kar ponujamo, ne vem, gledalcem, bralcem in poslušalcem, da verjamejo v to, kar govorimo. Če izgubimo to, izgubimo vse. Ne? In te kampanje so izrazito usmerjene v to, v razvrednotenje v bistvu novinarske osebnosti in vsega dela, ki smo ga vložili v ta svoj posel. Zdaj, kaj še tukaj, po mojem, je nepotrebno dodati, o tem tudi Špela govorila, novinarke smo absolutno, ne, to lahko potrdijo moji moški kolegi voditelji, absolutno tarče dobesedno ostudnih in predvsem bistveno bolj podcenjujočih napadov kot naši moški kolegi. Ne. Mislim, lahko mogoče potem še kasneje kaj več povem o tem, pa verjetno Suzana tudi bo verjetno se s tem strinjala. Gre za, in tukaj se tudi kaže, ne, ta odnos do žensk v družbi, vsaj določenega dela teh ljudi, ki pač počnejo te kampanje. Ne. Se pravi, prikaz, da tvoja beseda ni vredna nič, da tvoje znanje ni vredno nič, da si ti kot oseba vreden manj kot, ne vem, tvoji moški kolegi ali pa drugi, da skratka razvrednotenje žensk tudi po tem, kar smo, torej ženske. Ne, to se mi zdi strašno pomembno in moram reči, da to v zadnjem času in zadnjih letih še bistveno bolj izrazito, kot je bilo prej. Ne, mogoče toliko za začetek. No. Suzana? Okay. Jaz bi se strinjala z vsem, kar sem do zdaj slišala, zato ker sem tudi na lastni koži, verjetno tako kot moje kolegice, ki delamo na televiziji, doživele marsikaj in se včasih vprašale, ali je to sploh mogoče, in pa predvsem vsaka pri sebi intimno se vpraša, koliko je sploh vredno. Zdaj, roko na srce, vse vemo, če ne prej, ko začnemo delati v takem mediju, da smo izpostavljene in da smo javne osebnosti in da seveda moramo imeti precej tršo kožo, morda kot pa nekdo v nekaterih drugih poklicih. To je dejstvo in pred tem nikakor ne bežimo in se ne skrivamo in se niti ne delamo žrtve. Ampak jaz mislim, da v zadnjih 2-3 letih je zadeva šla tako zelo daleč, da je potrebno ne samo govoriti o tem, ampak se vprašati, kaj lahko okrog tega sploh naredimo. Primer bom dala ravno to, da se mogoče navežem na Tanjo, kako je ta diskreditacija načrten sistem, ki ga ne sproži ena oseba, ampak je celoten kompleks v ozadju, kjer postane ponavadi novinarka, ki je lažja tarča, postane tarča neke diskreditacije. Pri meni se je denimo začelo predlani oktobra ob aferi Šarčeva prijateljica na Sovi in se je potem ob menjavi vlade zgolj in samo nadaljevalo. Do te mere nadaljevalo, da so me začeli že moji prijatelji, sorodniki, znanci opozarjati, da bi bilo mogoče smiselno včasih pogledati malo pod avto ali pa za hrbet, če mi kdo sledi, ker napačno je prepričanje, da je to samo so prazne besede, denimo na Twitterju ali pa v kakšnih medijih, ki niti niso tako zelo brani. Dejansko take komentarje ljudje berejo in jih vidijo. In kar je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa tudi to, da če je neka laž, neka diskreditacija, predvsem bi poudarila tukaj laž, ker velikokrat gre za samo in izključno laži. Če je tolikokrat ponovljena in na tako velikih portalih, s časoma za ljudi lahko postane tudi resnica in se niti več ne sprašujejo več. Tako so me na primer politiki, ko sem bila v Državnem zboru in sem jih prosila za komentarje, za izjave, spraševali, zakaj pa bi tebi denimo dali izjavo, če pa imaš itak doma v postelji SD-jevca. Totalna laž, ki so jo sprožili določeni mediji prek Twitterja pred leti in laž, ki se ji sploh ne morem zoperstaviti, sploh ne vem, kako se naj borim proti temu. Potem naprej, ob menjavi oblasti, sem imela denimo gospoda Počivalška, gospodarskega ministra v studiu. Vprašala sem ga nekaj vprašanj, logično, voditelji si pripravimo veliko vprašanj.
ker seveda ta vprašanja nekomu niso bila povšeči, so jih zlepili skupaj in začeli montirati totalno zlepljenko videov, da je bilo prikazano, kot da gospoda Počivalška napadam in mu zastavljam 5-6 zaporednih vprašanj, samo zato, da pokažejo, kako domnevno agresivna novinarka z nekim točno določenim stališčem sem, ki sem popolnoma nevredna in me ne sme nihče gledati in me nihče ne sme resno jemati in sem popolnoma pristranska in to se je kar valilo in ta video so potem povzele tudi denimo drugi mediji, kot so Slovenske novice, ki niso recimo niti takrat preverile, kaj je s tem videom, ali je pristan ali je navadna zlepljenka nekoga. Tako da te zadeve so se potem samo še stopnjevale in na neki točki se vprašaš, kako se boriti proti temu. In v uvodu je bilo že omenjeno, da pogosto se sploh ženske zavijemo v molk. Seveda, zato ker se težko borimo proti temu, zato ker težko odgovarjamo takšnim portalom, sploh pa na Twitterju vemo, da ne moreš zmagati. Ampak tukaj je moje ključno vprašanje, ali je molk tista prava rešitev, pravi odgovor. Jaz vseeno mislim, da ne. Da je potrebno na neki točki potegniti črto in reči dovolj. Sploh me zaboli takrat, kadar pri meni ali pa pri mojih kolegih prihaja do načrtnih laži. Nekaj je denimo poniževanje v smislu, poglejte, kakšna je, kako se namaže, spet ima blond lase, komu je dala, da je dobila to informacijo in take grde seksistične pripombe, ki v bistvu sežejo lahko zelo daleč in dobivajo številne retvite in komentarje tudi zelo pomembnih političnih osebnosti na vrhu. Smiselno se mi zdi, da se zmenimo in da eno družbeni konsens nekako tudi v novinarstvu dosežemo, da se zmenimo, kako to sploh zaustaviti na način, da se ne spuščamo v takšne primitivne debate, ampak vseeno na profesionalnem nivoju te laži in diskreditacije strogo zavržemo. To se mi zdi ključno vprašanje. In molk pri tem se mi ne zdi pravi odgovor, saj vemo, da če se ne braniš, potem marsikdo lahko verjame, da bo pa že nekaj na tem, torej se ustvari dvom. In dejansko potem lahko pride do tega, da te ljudje res drugače dojemajo in da je tvoje ime lahko za vselej popackano in ga zelo, zelo težko nazaj spet očistiš. Tako da jaz mislim, da je to ključno vprašanje, kako se boriti proti temu. Zdaj moramo si biti na jasnem, da nismo samo ženske žrtve diskreditacij, poniževanj, seveda so tudi moški, ampak ženske smo bistveno bolj občutljive in mislim, da se veliko težje odzivamo in žal tudi sama opažam, da redko katere potem se tudi želijo izpostaviti in dejansko se lotijo kakšne posebne raziskovalne teme, za katero se vnaprej ve, da bodo najbrž posegle v osje gnezdo in da ji bo lahko tudi osebnostno zelo žal, pa ne morda samo njej, lahko tudi njeni družini, kajti vse to, kar se dogaja z ženskami in novinarkami, seveda nehote čutijo potem tudi družinski člani in to je zelo, zelo težko. In za prihodnost novinarstva se mi zdi, da se moramo prav odločiti, narediti en konsens novinarski, kako se boriti proti temu, ker če bomo mislili, da bo tega manj, zato ker mi danes na dan žena o tem govorimo, se bojim, da se zelo motimo. Jaz mislim, da bo tega še dalje več. Petra, torej vprašanje, kako se lotiti tega problema, ali obstajajo že kakšni pravilniki, karkoli na nivoju Društva novinarjev Slovenije, ali smo tukaj še čisto na začetku? Ja, mi se skušamo odzivati, v bistvu smo v zadnjem obdobju verjetno tudi intenzivirali te odzive, čeprav seveda vsakič biti v neki obrambni poziciji in potem na posamične primere spet reagirati je gotovo nekako neka oblika gašenja požarov, tako kot tudi pri drugih primerih, s katerimi se ukvarjamo. Mislim, da to beleženje napadov je gotovo en korak, ki je bil do zdaj opravljen, da vsej vidimo, da imamo nek sistematičen pregled nad tem, s katerim lahko v bistvu pol to tudi prikazujemo in dokazujemo. Je pa zelo pomembno plat izpostavila pravzaprav zdaj Suzana s tem, ko je pač
povedala, da so video nekritično delili novinarski kolegi, tako imenovani. In če smo v bistvu iskreni in si tudi natočimo čistega vina, potem moramo tudi priznati, da imamo znotraj vrst novinarskih tudi kar veliko problemov, in da je ta novinarska etika, na katero prisegamo in ki jo navzven izpostavljamo v smislu profesionalizma, večkrat na preizkušnji in ne samo na preizkušnji, pade in to pade na celi črti. Ker po malem je verjetno tudi v človekovi naravi, da se tudi kar rahlo uživa, kadar se kolegu kdaj kaj zgodi iz različnih razlogov, tako da tudi to je treba pač priznati in nam kdaj tudi ni v čast, tako da tudi novinarji imamo svoje slabosti in svoje grehe v tem pogledu. Mislim, da to tudi do neke mere prispeva, ne samo ta plat, o kateri govorim, ampak mogoče tudi ta težnja po novinarskih rejtingih, ki se v bistvu vse povsod je ta diktat rejtinga se do te mere razvil, da to se točno ve na portalih, da bo absolutno imelo velik doseg in velik domet in se pač to malo zlorabi in uporabi. Zdaj, da bi na ravni društva lahko sformulirali nekaj, kar bi bilo neko konstantno, stalno orodje, s katerim bi lahko pol uspešno se temu zoperstavili, tudi dvomim, zaradi tega, ker so primeri pa vseeno pol toliko različni in toliko se nas v bistvu vsakič znova pridemo do tega, da ugotovimo, da ne moramo z nekim univerzalnim orodjem operirati, ampak vendarle zdi se mi, da vsakič, ko odločno se opredelimo in sploh zdaj, ko v bistvu se pa vendarle v javnosti tudi že ustvarja vtis, da pa je toliko nakopičenega in množičnega, organiziranega, orkestriranega napadanja, da počasi pa tudi ljudje vendarle začnejo spoznavati, da pa mogoče nekaj v ozadju pa vendarle je, da deluje nek sistem, ki skuša nenehno spodkopavati novinarje in zato ta molk, ki ga Suzana omenja, nikoli ne sme postati molk. Lahko nismo učinkoviti v nekem primeru, lahko smo dvolični tudi kdaj, lahko enkrat bolj odločno se za nekoga postavimo, pa drugič pozabimo na nekoga drugega, ampak še zmeraj molk zagotovo ni odgovor. Zdaj, kako naprej in v tem smislu, jaz mislim, da so pomembne tudi tožbe, ki so bile vložene, ko smo govorili o primeru Evgenije Carl in Mojce Šetinc Pašek, žal smo tu pri obnovljenem postopku, 5 let potem, ko se je izraz prostitutka uveljavil in je postal nekaka folklorna žalitev za novinarke, kar se mi zdi totalno nesprejemljivo, ampak mislim, da bi mogli biti odločni tudi v tem, da bi se odločali za tožbe, da bi se tudi počasi vzpostavila neka sodna praksa, tako pri žalitvah časti in dobrega imena, kot da ne govorim pri grožnjah, čeprav smo žal pred tem, da tožilci ne prepoznajo šuse v glavo in take stvari kot neposredne grožnje, ga moraš očitno prej dobiti. Ampak mislim, da bi bilo vredno vztrajati, da bi se nas več za povrstjo odločalo tudi za to, čeprav absolutno to pomeni veliko investicijo in velik pristanek na to, da se s tem veliko bolj ukvarjaš, kot bi sicer bilo potrebno. In časovni pritisk, in še dodaten pritisk na osebno življenje, ki ti ga zaznamuje taka tožba, dolgotrajni sodni postopek, strošek in tu bi mogle tudi hiše v bistvu stati za novinarji, uredništva in uprave in to podpreti finančno. Potem pa bi mogoče s časoma, jaz mislim, da je treba imeti pa ogromno potrpljenja, pristati na nek dolgotrajnejši postopek, lahko tudi kaj obrnjeno. Je pa žal, prepozno se je začelo, preveč se je razmahnilo, ampak tudi ne more biti izgovor, da ne bi pač poskušali se odločati za to. Mi pa večkrat zamahnemo, tam Nova 24 nabije nekoga, pustimo in bomo dali še večjo veljavo, še večjo verodostojnost. Pa ne, če bi več šlo v te tožbe, hkrati se odločali, bi verjetno pa neke spremembe tudi s časoma bile. Tanja, slišali smo, da so največkrat tarče televizijske voditeljice. Ti si seveda delala v različnih medijih, od tiskanega medija na radiju, na televiziji. Bi rekla, da je to res? Sama doživljaš kot televizijska voditeljica večje pritiske, kot si jih morda doživljala, ko si delala za časopisno hišo? Pritiski so povsod, so povsod. Tudi v časopisnem novinarstvu, lahko povem svoj primer, mislim, so bili zapisi, takrat še ni ta organizirana, kako bi temu rekla,
organizirana mreža na družbenih omrežjih delovala na način, kot deluje danes, bili pa so že določeni portali z določenimi govoricami, polresnicami, ne vem, kolega je rekel, ne, portali za ubijanje, ne, za ubijanje karakterja, za ubijanje človeka, ne. Vem, mislim, da so me do solz pripeljali določeni zapisi že v tistem času in v časopisu, ne, ki naj bi bili zdaj v velikih težavah, očitno so še vedno dovolj vplivni, da je vredno v bistvu diskreditirati avtorje, ki pišejo tudi v časopise. Zdaj, na televiziji je pa tega seveda še več, zato ker je v bistvu neke vrste, torej novinar se je izpostavil v celoti, torej z glasom, svojo zunanjostjo tudi in svojim znanjem in z vsem tem. In pritiski so veliko večji, posebej so veliki pritiski politike, ker politika obožuje televizijo, ne. Politiki v bistvu živijo za to, da se pač kažejo na televiziji in so veliko bolj občutljivi na to, kaj se objavlja na televiziji. Zdaj, jaz ne morem reči, da politiki razen znanih in imenovanih politikov neposredno pritiskajo, ne, ampak bolj so te zadeve zdaj v bistvu bi rekla podtalne, se pravi skrite, organizirane, ne. To so kolegi pod črto zelo dobro razkrili, to obstaja celo ime za to, ne, astroturfing, in to obstaja, v Ameriki se je začelo, pač prišlo je k nam, ne, in mi smo žrtve tega, ne. Ne gre samo za to, ne, kar praviš, Suzana, ne, ženske smo bolj občutljive, smo, ampak ali pa nismo, no, kakorkoli že. Problem je v tem, da smo ženske obravnavane na drugačen način, se pravi napadane na drugačen način, na bistveno bolj grob, bistveno bolj ponižujoč, kako bi rekla, bistveno bolj te skušajo razvrednotiti, ne. Mene recimo to boli kot dolgoletno novinarko, ne, da vsa ta kampanja, ki teče recimo konkretno zoper mene ali pa je tekla v nekem določenem obdobju, je fokusirana na to, da ne vem nič, ne, da sem neumna, da imam slušalko v ušesih, skozi katero mi pripovedujejo vprašanja, ker ne znam sama zastaviti vprašanja. Skratka, oni te hočejo razvrednotiti tudi kot človeka, ne samo kot novinarja in tvoj poklic, ampak tudi kot osebnost, ne, kot osebo. Da vse tiste, ne, o čemer si tudi ti, Suzana, govorila, kako smo videti, pa koliko smo stari, pa to niti ne omenjam, ker to je pa no, to je recimo nekaj, kar moji kolegi voditelji nikoli ne doživijo, ne. Me pa redno, ne, voditeljice, ne. Mogoče bi rekla samo to, ne, ta pobuda se mi zdi izredno pomembna, ne, to, kar si, Suzana, ti rekla, ne. Jaz bi spomnila na to, ne, ko je res, da je tu pač znana oseba, to je bil naš premier, napisal ti znameniti tweet o Lili Bajer iz Politika, je celotna novinarska skupnost v Bruslju stopila v bran temu, da tako se pa pač ne govori z novinarji, ne. Se spomnimo to, ne. Jaz se tega pri nas ne spomnim, ne. Jaz si ne predstavljam, v kakšnem, ne govorim zdaj o društvu novinarjev opravlja svoje, ampak novinarji kot stan, kot poklic, ne, se mi zdi, da nimamo, ne znamo na nek način stopiti skupaj pa zagovarjati nekih občih vrednot. Ker to, da dostojno komuniciramo, je stvar olike celo, ne, je stvar pač komunikacije, ki poteka med nami, ne, in tu se mi zdi, da je problem, ne, to, kar praviš, Petra, ne, morda celo malo privoščljivosti ali pa mogoče se dogaja nekomu drugemu, pustimo stati, ali pa kakšni drugi razlogi, za katere niti ne vemo, ne. Dejansko te neke skupne akcije nismo še do zdaj bili sposobni sestaviti, ne. Tanja, omenila si, to se mi je zdelo zelo zanimivo, ne, rekla si, da ne omenjam sploh komentarjev, videza in tako naprej, a ne. Skratka, zdi se, kot da je pač to komentiranje ženskega telesa, ženske pojavnosti nekaj normalnega. Pa ne mislim, da ti misliš, da je to nekaj normalnega, ampak na splošno družba, da družba misli, da je to nekaj normalnega. Saj na tak način se obravnava nenazadnje tudi političarke, če se spomnimo, kako so, moram žal reči, tudi mediji kadrirali določene političarke, a ne. Suzana, to spolno nadlegovanje, torej ta spolna konotacija v bistvu tega nasilja, kako jo doživljaš, kje pravzaprav opažaš tisto, kar se razlikuje od morebitnih napadov na moške kolege, no?
Ja, ponavadi gre do tega spolnega nasilja, ko začnejo ocenjevati in predvsem poniževati tvoj videz, takrat, ko enostavno zmanjka vseh argumentov, ko so izrabili pač vse, kar so imeli proti tvoji vsebini, ki jo takrat poročaš, in enostavno, ko zmanjka vseh argumentov, seveda pri ženskah toliko bolj kot pri moških pride v ospredje videz, kjer te želijo na tak ali drugačen način popolnoma razčlovečiti, razvrednotiti in prikazati, kot da si ali neka umetna puhloglava ženska, pobarvana na blond, ki, tako kot je Tanja rekla, ji drugi preko slušalke ali pa preko kakšnih jutranjih telefonskih pogovorov z Murgel sporočajo. Skratka, ja, to je recimo za ženske novinarke bistveno bolj stresno kot na primer za moške, ker praktično ne mine dan, da se ne bi nekdo obtregnil ob videz, in največkrat je to takrat, kadar zmanjka prav vseh argumentov in ko res dosežemo v teh komentarjih dno od dna. Ampak to je neka stvar, veste, ki v bistvu novinarke ženske ne sme toliko prizadeti, seveda jih lahko, ampak to je nekaj, kar bistveno manj boli, kot pa boli sama diskreditacija imena oziroma pojavnosti kot celote. In pa ustvarjanje določenih laži, proti katerim se skorajda ne moreš boriti. Večkrat smo imeli v naši redakciji debato, kako se boriti proti tem lažem, bom rekla, ki nastajajo na vseh možnih portalih in Twitterjih in tako naprej. In dejansko, kakorkoli sem odgovarjala na te laži, sem ugotovila, da enostavno ne moreš zmagati, oziroma da sem se samo ujela v to njihovo centrifugo in je bilo samo še slabše. Ali pa celo, da so me skušali potegniti na njihov nivo. Tako da jaz mislim, da je bolj problem vsebinsko, kako te v celoti hočejo diskreditirati, to, da te pa telesno skušajo diskreditirati zaradi tvojega spola, zaradi tvojega videza, je pa samo še en dodatek zraven k tem manevrom. Ni pa to v celoti glavni problem. Se mi zdi, da je vendarle to, da ponižajo in diskreditirajo posameznika in ga prikažejo, njega in pa potem tudi medij, za katerega dela za popolnoma nekredibilnega, da je bistveno večjega problema, kot pa to, kako nekdo izgleda, čeprav seveda vsakogar tudi to močno prizadene. In ga lahko zaradi tega tudi utiša. Torej, takšne grožnje in pa takšne opazke, tudi kar se tiče videza, se bojim, da lahko kakšnega novinarja tudi zaradi tega morda utišajo, in to se mi zdi največja nevarnost, pa hkrati tudi cilj tistih, ki se poslužujejo takšnega spolnega nasilja nad novinarkami. Kako se sicer odzivate na nasilje, na napade? Kakšne strategije pravzaprav ubirate? V uvodu smo slišali, da ne bi se strategije spopadanja s tem razlikovale med spoli, menda ne bi se ženske bolj umikale. Kako se same spopadate s tem, Petra? Mogoče bi tu dodala še nekaj, kar se mi zdi na splošno pomembno na ravni uredništev in posameznih novinarjev. Zdaj, najbolj učinkovito orodje ali pa orožje, ker smo v vojni očitno ves čas, je, da delamo še naprej dobro. In to je največ, kar imamo. Če lahko delamo argumentirano, po standardih, verodostojno, če razkrivamo neke zgodbe nepravilnosti, v redu, saj se nam včasih zdi, to nima nobenih posledic, ampak tudi ni res. In da se ti napadi nadaljujejo, to je gotovo posledica tudi dobrega dela, ker če zmanjka drugih argumentov, so pač prikladni vsi ti, o katerih danes razpravljamo. In tu je novinarstvo še naprej zelo močno in mislim, da večina slovenskih medijev, mainstreamerjev, ki smo non-stop napadeni, še to počne. In mislim, da dokler, da smo tako močni v tem pogledu vsebinskem, z vsemi, tudi ti, ki nas poslušate in sodelujete iz vseh različnih medijev, mislim, da vsak producira toliko dobrih zgodb, ok, se na določenih točkah tudi ponavljamo, sledimo en drugemu, zgrabimo iste reči, ampak še zmeraj smo sposobni delati dobro. In to je zelo boleče in najboljši udarec, to je res sol na rano, ker nenehno to napadanje je res ena huda frustracija, ki izhaja iz tega, da se nenehno nekaj odkriva. In v bistvu po svoje nismo mi nenehno v defenzivni poziciji, kot se počutimo. V resnici to ni res. Mi nenehno na to odgovarjamo, zato ker pač nimamo druge
neke izbire in vsak dan se na ta način počutimo, da smo ves čas v odgovarjanju, ampak naš glavni odgovor ali pa ne odgovor, naše glavno delo je ravno v tem, da nepopustljivo nadaljujemo s temami, kot smo si jih začrtali, v redu, sigurno se vse to, o čemer govorimo, dogaja, ampak na krovni ravni vseeno novinarstvo ostaja kritično in v bistvu opravlja to svojo vlogo. Kar se pa osebne ravni tiče, se mi pa zdi prav tako pomembna zaslomba uredništva o tem, o čemer govorimo, ali društva, ali kolegov, ali neke, pač v glavnem najprej tvojega medija, se mi zdi pomembno, da se aktiv odzove, včasih imamo težave s tem, društvo lahko se odzove, ampak če v bistvu to nima neke povezave z aktivom in da neke notranje solidarnosti ni, potem tudi to v bistvu izpade kot nek fake odziv ali pa ima zelo kratek učinek. Tako da tu se mi zdi zelo pomembno, da nisi sam. Ti se lahko na posamični ravni braniš, tam Suzana je prej dobro opisovala, ne more zmagati bitke, ti se tudi ne moreš spuščati v te debate, ker lahko počneš potem samo to, cele dneve in itak te napadajo konstantno na vse, kar odgovoriš in si tu povsem, mislim, zgubljaš čas in se zapletaš po nepotrebnem. Tako da ta zaslomba se mi zdi ključna. Tanja, kakšna je tvoja strategija spopadanja s tem? Ja, najprej da rečem, da se strinjam z obema, kar sta povedali. Jaz mislim, da v bistvu za razkrivanje, kaj pravzaprav tiči za vsem tem organiziranim, bi rekla, vojaško terminologijo danes uporabljamo, ofenziva na družbenih medijih, zlasti na novinarje, novinarke, voditelje, pisce, kolumniste, kulturnike in še koga, da je to organizirano, so naši kolegi iz portala Pod črto naredili s tem razkritjem, da je pravzaprav to organizirano. To niso kar neki naključni gledalci, poslušalci, bralci, ki so pač ogorčeni, ker so mediji tako zelo slabi, ampak da v bistvu gre za organizirano, za celo organizacijo, ki v bistvu na nek način manipulira javno mnenje. Jaz se strinjam absolutno s tem, kar je Petra povedala, zelo pomembno je podpora uredništva. Jaz mislim, da tukaj mediji imamo težave, zaradi tega, ker gre za relativno nov pojav. Jaz sem šla prav pregledati, kakšne imamo mi notranje dokumente v hiši, kako se odzivati, pa pravzaprav imamo, ampak jih nimamo. Imamo smernice društva novinarjev, kako bi rekla, nekako nismo še čisto pripravljeni na to, kar se zdaj dogaja. Pač družbeni mediji, internet so prenesli gromozansko svobodo, ogromno količino informacij in ogromno pasti, to zdaj vidimo. In tradicionalni mediji se moramo na to odzivati tudi na ta način, da se znamo braniti. Zakaj? Zakaj se mi zdi to pomembno? Zato, ker v bistvu cilj ni, da uničijo življenje Suzani Perman ali pa Tanji Starič ali pa Petri Lesjak ali pa komurkoli od nas. Cilj je, da našo besedo, naše delo, to, o čemer ti, Petra, govoriš, razvrednotijo, da nas prikažejo kot lažnivce, kot manipulatorje, kot prodane duše. Zakaj? Zato, da bojo, volivci, kupci, karkoli že v ozadju, pač našim besedam, ko bomo rekli, glejte, ne delajo prav, ne bodo verjeli. Samo za to gre. Samo za to gre. In zato je tako silno pomembno, da v bistvu tudi novinarji, zdaj ne govorim spet samo o društvu, ampak novinarji kot novinarji razumemo, kako resna je ta zadeva. Da ne gre zame ali pa za posamezne voditelje samo in za njihovo varnost, ker moram povedati, da v avlo RTV Slovenija tudi že prihajajo zelo, zelo razjarjeni ljudje, ki ne razumejo, da je v ozadju teh napadov in teh zapisov ogromno laži, ogromno manipulacij, če ne samo laži in manipulacij. In nekatere novinarke iščejo po avli, pošiljajo jim kuverte z praški. Mislim, beseda lahko tudi ubija, naslednji korak je lahko tudi kaj hujšega od tega, kar se nam zdaj dogaja. Skratka, kar se mi zdi pomembno pod črto, da ne govorim na dolgo in široko, se mi zdi pomembno, da nas je več. Skratka, kaj jaz naredim, si me vprašala. Jaz naredim na Twitterju mute, pač skušam se znebiti teh trolov, vseh teh in se s tem čim manj obremenjevati, ker me to mori, ker mi je težko, ker mi ni lahko, ko to berem. Jaz strašno imam rada odziv ljudi na to, kar delam, zato ker potem vidim tudi, kaj delam narobe. Ampak to ni odziv ljudi.
To je sistematični napad, ki se mu pač na nek način skušaš izogniti. Vem, da je treba stvari prijavljati, recimo konkretno zame so zapisali na Twitterju, da me treba vreči v hudo jamo, ne. To v bistvu je že grožnja, ne. Je že, ne. Se mi zdi, da v takih primerih je prav, da se dejansko zadeva tudi prijavi in da se gre v postopke, ne, ker od tam je samo še en korak, da se res kaj lahko zgodi, ne. Ampak se mi zdi, da v bistvu, ker se nam to tako množično dogaja, ne, in dogaja se ve katerim medijem in pač novinarjem, ki delamo, ne vem, notranjo politiko in stvari, ki so bolj, ali pa ne vem, predvsem preiskovalnim novinarjem, ne, se mi zdi, da tudi kot poklic, ne, kot novinarji, moramo se zavedati, da pač je to nevarna stvar, ne. To je res nevarna stvar, ne. Mi moramo ohraniti digniteto naših medijev. Kaj se je pokazalo v epidemiji, ne? Da so ti mainstream mediji, kako jim rečejo, strašno pomembni, ne. Te epidemije nikoli ne bi mogli dobiti, se je še nismo, no, ampak ne bi stvari tekle brez medijev. Nikakor, ne. Če ne bi mediji v bistvu delali tako, kot smo delali, bi bilo vse še veliko, veliko slabše. No, skratka, da skrajšam zgodbo, pomembno se mi zdi, da delamo dobre prispevke in predvsem pa, da se tudi mediji zavemo, da to ni nedolžna stvar in da se moramo boriti za svoj ugled na vsak način in za svojo verodostojnost. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja nad ženskami, znova in znova opozarjajo na to, da je grožnje treba jemati resno. Da vsak še tisti skrajni primer, ki ga potem preberemo v črni kroniki, se začne z neko napovedjo. Je pravzaprav, mislim, da več kot 70% napovedan. Suzana, kako resno ti jemlješ te grožnje? Si se že kdaj odločila za prijavo? Ali kako pravzaprav zdaj sploh, kako se spopadaš s tem? No, tega je ogromno, a ne, to, kar se je tebi dogajalo. Ja, zdaj, kar se tiče spletnih groženj, zaenkrat niso še vodile toliko daleč, da bi dejansko šle za prijavo policiji, oziroma sem sama mutala in veliko niti nisem opazila, razen če so me drugi kolegi opozorili na to, kaj se piše. Moram pa še na eno drugo stvar opozoriti, mogoče sem v začetku pozabila. Zdaj govorimo veliko o sovražnem govoru, veliko govorimo o tem, kaj se dogaja z nami, našimi imeni, našo osebnostjo na spletu, po raznih omrežjih. Pred leti, mislim, da je bilo tam 2013-2014, je bila pa ena popolnoma drugačna scena, in sicer televizijske novinarke smo, tako kot so že moje sogovornice rekle, bolj izpostavljene kot pa mogoče radijske ali pa časopisne, zato ker s celotnim obrazom, s celotnim glasom in tako naprej prodajamo zgodbe, in nekateri ljudje dejansko mislijo, da nas poznajo, da lahko pristopijo do nas in tako naprej. Meni se je dogajalo, na primer, da se je en gospod, ki pa tudi to z lahkoto je priti do novinarja pod pretvezo, pokličeš v redakcijo, poveš, da imaš eno zgodbo, dobiš telefonsko številko novinarja. Zdaj smo to bistveno zaostrili, ampak včasih je bilo bistveno lažje. Mogoče tudi to sem pozabila izpostaviti, zalezovanje. Tudi to obstaja in tudi to se mi je zgodilo, mislim, da leta 2013-2014. Enostavno nek gospod me je večkrat videval na televiziji, se je zapičil vame in je začel pošiljati e-maile, potem je dobil mojo telefonsko številko, me je klical ponoči, me je klical podnevi, me je klical ob sobotah, nedeljah, in je začel pošiljati neprimerne slike in vsebine. In seveda, ker sem ga ignorirala in ga tudi vmes prosila, če lahko neha, se je to samo še stopnjevalo, vsebine so bile še bolj agresivne, njegove slike so bile še bolj neprimerne in sem ugotovila, da moram iti na policijo. In takrat sem šla na policijsko postajo Vič, pokazala ves ta dokazni material, in so rekli, da dokler se ne pojavi na mojih vhodnih vratih, da praktično ne morejo storiti nič, lahko pa ga pokličajo na to telefonsko številko in ga opozorijo, da gre za kršenje javnega reda in miru in da če bo zadevo nadaljeval, da bo kaznovan. So ga poklicali,
se ni takrat popolnoma nič izboljšal. Še huje, ko je izvedel, da sem šla na policijo, je še stopnjeval grožnje in mi rekel, da se bo pojavil na mojih vratih itd. itd. In potem sem mogla iti še enkrat na policijo, da so ukrepali. Ne spomnim se točno, kako so takrat ukrepali, vem samo, da so mi sporočili, da je gospod plačal precejšnjo kazen, mislim, da je bilo okrog 400 evrov takrat, ampak zadeva je potihnila samo za nekaj mesecev, dokler se ni vrnil in dokler nisem jaz 6-krat spremenila takrat svoje telefonske številke. Tako da tudi to sem mogoče pozabila povedati, se mi zdi smiselno, da sploh tiste, ki delamo na televiziji, da se nam lahko tudi kaj takšnega zgodi, ki nima morda toliko veze s takšno obliko nasilja, kot ga sicer mnoge, sploh tiste, ki razkrivamo kakšne politične afere, doživljamo na spletu, lahko gre tudi v drugo smer, tudi v obliko zalezovanja. In to je pa tisto, kjer ne smemo prav nobene grožnje ali pa prav nobenega sumljivega sporočila jemati tako malo pa vrč čez ramo pa za hec, ker najhuje bi bilo, če bi se ta zalezovalec takrat res pojavil na mojih vratih. Resnično upam, da se ni oziroma da se je takrat to nekako zaključilo. Tako da to je ena zadeva, ki sem jo hotela še omeniti. Kaj je bilo še vprašanje, se opravičujem? Kako pa pravzaprav, Suzana, vpliva to na tvoje delo? Spravi vsa ta, skozi zelo je, stalno moram držati en fokus, moram se zavedati, zakaj to doživljam. Verjetno že nekoga motim in verjetno nekaj že delam prav. Tako kot je prej ste rekli moji sogovornici, očitno so teme tako občutljive, da jih nekdo enostavno hoče zmaličiti ali prikazati drugo plat zgodbe, jih diskreditirati in dejansko meni tudi moji v redakciji, tudi moja šefica vedno rečejo just do your job, ker ga delaš dobro in obdržaj to svojo špuro, ta svoj fokus in ne sedeti, ostani močna in potem grem enostavno naprej. Skratka, skušam, da na vsak dan ne vpliva to preveč, da bi stalno razmišljala o tem, ali pa da bi me to obremenjevalo, čeprav moram pa priznati, da marsikdaj pa sem potočila ne samo eno solzo, sploh kadar to vidiš, da to prizadene morda tudi tvoje družinske člane, ki te sprašujejo, kako je zdaj s tem in ni najlažje, ampak se da, vemo pa, da moramo kot družba nekaj narediti in ukreniti glede tega, ravno zato, ker novinarstvo nikoli ne sme biti utišano. Tako da mene še niso utišali in upam, da me tudi ne bodo. Tanja, kako vpliva na tvoje delo? Bi rekla, da se umikaš ali kljub vsemu torej? Torej, jaz sem pa že v novinarstvu tako zelo dolgo, pa že tako zelo veliko teh nekih ciklusov, zelo, zelo napetih, tudi grobih, tudi napadalnih, čeprav na drugačen način kot zdaj, v obdobju teh družbenih medijev. Torej, teh nekih kriz sem že preživela, tako da mogoče dobiš malo tršo kožo, v smislu, da veš, da nekako se to, seveda, da to gre skupaj s službo in to moraš preživeti. Tisto, kar me bolj skrbi, je to, kar sem prej govorila, v bistvu tudi ne govorim toliko zase, zato ker sem res že tako zelo dolgo novinarka, in že v toliko različnih medijih, da se mi zdi, da če bo nekdo nenehno ponavljal, da nimam pojma, ne vem, kaj delam, mi prišepetavajo, mi govorijo v ušesa, mislim, to težko počneš 30 let, tako da, kako bi rekla, v tem osebnem smislu mi je neprijetno, zoprno, skušam se temu izogniti, kolikor se da. Bolj me pa to skrbi, ker vem, da je to del nekega načrta, da se diskreditira novinarstvo kot novinarstvo, se pravi novinar, ki je kritičen, novinar, ki je, jaz sem trenutno v vlogi voditeljca, ampak recimo preiskovalni novinarji, ki so, ne vem, trdi spraševalci, novinarji, ki so poznavalci, ki poznajo, ki jim ne moreš na tiskovni konferenci prodati karkoli ali pa ne bodo samo povzeli enega tvita iz ne vem katerega štaba, Če omajaš, torej toliko časa ponavljaš, to, kar je Suzana prej rekla, toliko časa ponavljaš laž, da postane resnica, potem pa je to nevarno. To se mi zdi v resnici nevarno. Zaradi tega, ker vemo, da se ne smemo slepiti, tako kot pravice žensk niso večne, ne bodo nikoli večne in vedno se bo treba
bo treba na novo in na novo in na novo poudarjati, da smo enakopravni, ne, tako enako velja za vse druge svoboščine, to se zdaj vidi, ne, če se ozremo okrog sebe, ne. Svoboda izražanja, mediji kot dejansko nek nadzornik, to ni samoumevno, ne. Mogoče se nam zdi samoumevno, ker že tako dolgo živimo v tem nekem demokratičnem sistemu, ki pač je to tudi del, ali pa izhajamo iz tistih, ne vem, 90-ih, 80-ih let, ne, recimo, ko so se začele stvari odpirati, ne, ampak zdaj se zapirajo se, ne. In moramo biti zelo, zelo pozorni na to, kar se dogaja. Spet, ne zaradi mene, pa zaradi vsakega posamičnega, čeprav je to težko in dejansko vsi imamo težave, imamo svoje bližnje, ki tudi trpijo z nami, ne, ampak zato, ker v bistvu moramo ohraniti novinarstvo, ne, moramo ga ohraniti, ne. Ker brez kritičnega novinarstva tudi ta družba ne bo nikoli več zdrava, ne. Tako, na kratko. Petra, mogoče še vprašanje zate. Zdaj slišali smo, treba izdržati, ne, ampak teh pritiskov je vedno več. Najbrž je treba dejansko najti tudi neko strategijo spopadanja s tem. Da se ne bo vsaka na osebni ravni oziroma vsak na osebni ravni s tem spopadal, ne, brisal tvite, blokiral in tako dalje, ampak verjetno je treba neko... Gotovo, meni se zdi, da zdaj, glede na to, da v bistvu je ozračje res sovražno, zaostreno in vse, ampak hkrati se nevzdržno na nek način, ampak hkrati se pa kaže tudi moč tega evropskega povezovanja in moč povezovanja novinarjev zdaj v tem primeru, a ne. Ta zaslomba mogoče še nikoli ni bila taka in ta val novinarskega odzivanja in medsebojnega sodelovanja se mi zdi, da je tudi treba izkoristiti. Hkrati pa neke sistemske stvari so se vendarle tudi zgodile. Tudi na društvu smo pripravili protokol, ki ga imajo uredništva na razpolago, da se v resnici tudi po nekih modelih lahko odzivajo in na grožnje, to smo se res poglobili v sodelovanju tudi z odvetniško družbo Zakonček, kjer nam v bistvu res na medijskem področju uspešno svetujejo in pomagajo. Hkrati pa ne kaže pač pozabiti tudi na platformo, a ne, kjer se pač v bistvu tudi prijavljajo, se pravi spet evropska raven za zaščito in za varnost novinarjev. In tudi ta mreža, ki se na ta način vzpostavlja, zagotovo vzpostavlja neko eno zaščitno in solidarnostno ograjo, na katero se lahko opreš in je to pomembna zaslomba. Kar pa zadeva ta obstoj preiskovalnega ali pa kritičnega, kakovostnega, profesionalnega novinarstva, o katerem si ti, Tanja, govorila, pa se mi zdi, da je res več nevarnosti hkrati, da je to seveda samo ena plat zgodbe. Zlasti problem je za tiskane medije, glede na to, da se bo ekonomska kriza poglobila in da lahko pričakujemo po tej korona krizi tudi neke ukrepe v smislu racionalizacije, optimizacije, ker vendarle so pač mediji tudi podjetja. V javnem servisu imamo torej eno nevarnost finančnega zloma Slovenske tiskovne agencije, pričakujemo lahko pritisk na RTV, prav tako v finančnem smislu, poleg seveda teh mehanizmov nadzora, o katerih debatiramo in so bili predlagani pri poskusih sprememb zakonodaje, ki se bojo zagotovo obnovili. In ko vse to zložimo, se zdi, da v bistvu res novinarstvo diha na škrge, ker tudi lastniki se niso izkazali za velike podpornike kakovostnega kritičnega novinarstva, ampak bolj za uveljavljanje lastnih interesov, kakorkoli obračamo, a ne, imajo svoje politične kapitalske interese, ki jih potem malo pač kakor pihne veter prilagodijo, to je dejstvo. Zdaj nekateri prepuščajo več, drugi manj novinarske avtonomije, to je spet odvisno od moči novinarjev v posameznem uredništvu in od prvega pač odgovornega urednika oziroma urednice, da se to dela, ampak slepiti se, da teh interesov ne bi bilo in da vse to skupaj ne bi ukvirjalo en širši prostor, spet ne bi bilo prav. Tako da v bistvu izzivov je ogromno in nimamo časa, da se delamo žrtve, ker moramo biti v akciji in delati v svojih najboljših močeh. In to moč, ki jo imamo kot novinarke, tudi izkoristiti. Dobro, jaz na tej točki morda prekinjam debato, no, če ima še kdo od poslušalk, poslušalcev oziroma vseh tistih, ki spremljate kakšno vprašanje. A lahko priklopite mikrofon, prosim?
Jaz sem Neva Železnik, za tiste, ki me ne poznate, sem upokojena, ampak še vedno precej pišem in se bi mi zdela tale tema novinarke ubijajo, mar ne, zelo zanimiva. Zato bi vas kar zdajle vprašala, za Zarjo Jano bi napisala, če bi sodelovali. Suzana, tvojega telefona nimam ali pa e-maila, Tanja, tvojega tudi ne. A mi lahko da recimo jutri pojutrišnjem Špela vaše telefone oziroma e-maile? Lahko. Okay, hvala. Lahko. Najprej se moram zmeniti za urednico, ampak mislim, da bo tej temi zelo naklonjena, ker tudi sama čuti iste pritiske. Sem pa vedno na vaši strani že od ne vem, katerih let pišem o ženskah, o emancipaciji in sem pred leti objavila en komentar in so rekli, koliko je super, in sem rekla, sam poglej, napisan je bil pred 30 leti, pa se ni čisto nič spremenil. Neva, sem vesela, da si se priključila. Zdaj je še hujše. Nevenka Doblekar, se lahko oglasim v to debato? Ja, izvolite. Ja, tole sem poslušala, Petra, kar si povedala, oziroma se govorile o težavah, ki jih povzročajo tile sovražni napadi in gnusni, ne, ampak to je vzbudilo mojo pozornost, kar si rekla, Petra, aktivi novinarjev, koliko aktivov novinarjev se je sploh odzvalo takrat, ko je katerakoli novinarka ali pa novinar naletel na bil deležen pod narekovaji teh napadov, teh težav. Mislim, da bomo morali v društvu vendarle se nekako bolj na terenu povezati z aktivi novinarjev, pogledati, kaj delajo, koliko stojijo za svojimi ljudmi. Tudi odgovorni uredniki, morda bi v društvu malo razmislili o tem, a bi se morda sestali z odgovornimi uredniki, da bi dejansko se vsi odzivali takoj, ko pride do enih takšnih, ker te žalitve, ti napadi postajajo tako nizkotni, tako ostudni in grobi, da mislim, da ne glede na to, kaj naša zakonodaja dovoljuje, če lahko uporabim ta izraz, v smislu ukrepanja teh pravosodnih organov, ne. Jaz mislim, da bi morali na vsako tako grobo, podlo žalitev skupaj odgovarjati, in to povezovanje, do katerega zdaj prihaja, tako rekoč v evropskem prostoru zaradi teh sovražnih tvitov do medijev oziroma do novinarjev, mislim, da bi morali doma v državi tudi izkoristiti v tem smislu, da bi se kot stanovski kolegi bolj povezali, pa da bi čutili, da jaz vem, da je med nami tudi, so zelo različni ljudje, ampak jaz mislim, da bi morali to izkoristiti in začeti z eno res tako močno akcijo, pa ne vem, ali ljudem, novinarjem, kolegom oči odpreti, da ne moramo stati ob strani in samo gledati in prepustiti vsakemu posebej, da se spopada s temi sovražnimi tviti. Morda se da kaj, jaz ne vem, jaz sem vendarle upokojena že 10 let, ne, ampak jaz mislim, da bi morali tukaj nekaj, ali da imamo nekoga, ki bo tem zadevam sledil in takoj sprožil, glej, zdaj se moramo pa vsi postaviti po konci, ne vem, kaj mislite, no? Ja, ne vem, kaj ti si res upokojena, ampak še vedno aktivna in to je res dobro in lahko zgled tudi za kakega mlajšega v tem smislu, koliko se še ukvarjaš s tem pač delom društva novinarjev, nekimi poskusi, da bi na terenu mogli zaobjeti še več kot od tega, kar trenutno naredimo. Pa tu pa tam pa tudi v bistvu se zgodijo svetli zgledi, če se spomnimo reakcije Dejana Ladike na primeru Mojce Domančič zadnjič, mislim, glede na to, kaj vse se na RTV že zgodilo, lahko rečemo, da je to bilo pozno, ampak
bilo pa je in več kot nujno in v pravem trenutku se mi zdi zelo pomembno sporočilo, kadar se na tak način javno in tako odločno zavzame recimo za nekoga iz lokalnega terena, kjer so novinarji pogosto še bolj prepuščeni sami sebi in še bolj vpeti v življenje, kjer so v bistvu toliko bolj na udaru in so izpostavljeni in ranljivi, ali pa novinarji vseh teh manjših portalov, da ne govorimo o samozaposlenih, kjer v bistvu še več rabijo. Tako da se mi zdi, da v bistvu ti večkrat najdejo res prav pri društvu potem neko zaslombo, medtem ko pri večjih pa se včasih pač kar malo tudi stran pogleda in se aktiv ali mogoče niti ni izoblikovan. Skratka, mislim, da je to potrebno obojno. Mi lahko do neke mere, so pa pomembni tudi vzgibi. So pa tudi primeri, ko nam rečejo, naj ne reagiramo, ne? Ko se povezujemo z aktivi. In tudi pač to se dogaja, ne? Da imajo, kdaj pa tudi raje izberejo molk, ki se pa časoma tudi pokaže za napačnega običajno. No, saj to ravno, Ladika se je res super odzval, jaz sem bila presrečna, da je urednik reagiral na to in to sem pogrešala. Mislim, da je še vendarle RTV Slovenija je pač tisti medij, ki ga ljudje največ gledajo in bi dejansko sem pogrešala te uredniške nastope že od takrat, ko se je to začelo. Pozno, pa hvala Bogu, da je bil ta odziv odgovornega urednika. Ne vem, jaz mislim, da bi vsi odgovorni uredniki vsak v svojem mediju morali na ta način reagirati in stopiti v bran. Zdaj mislim, da na Dnevniku tudi so takrat, ko je Pihlerjevo, ne vem koga je že takrat Vodušek napadal leta že nazaj, ne? Da so, ampak je vseeno premalo, bolj bi morali iti, da ne bi bili v ofenzivi, ne? Da bi morali res takoj reagirati, ker vendarle odgovorni uredniki imajo takšen položaj, kjer mislim, da tudi ljudje zdaj že vejo, kaj pomeni, če se odgovorni urednik javno postavi za svojega novinarja, ne? Jaz bi tukaj samo še nekaj dodala, če smem. Mi imamo nekako nek tihi dogovor, pri nas moram reči, no, da naša redakcija 24 ur, nekako se strinjamo, da kakršnekoli polemike na Twitterju, ki je res postal prava greznica, se ne odzivamo. Ampak takrat, ko je pa to res potrebno, kadar grejo te laži in diskreditacije tako daleč, pa se odzovemo na profesionalen in primeren način in to na našem mediju. Se pravi, ne da se odzivamo na raznih Twitterjih in odgovarjamo na te provokacije, ampak pri nas v obliki prispevka, v obliki debate, gostov v studiu in tako naprej razširimo to temo in na tak način inteligentno odgovorimo. Še kakšen komentar, kakšno vprašanje? Mogoče, če lahko še jaz tukaj nekaj dodam, ne. V Društvu novinarjev smo prevedli, tako kot je že Petra rekla, ta protokol za uredništev, za odzivanje na napade. In naša velika želja je ne samo, da zdaj imamo ta dokument, ki je res zbirka dobrih praks, ne, to ni nek tak filozofski ali pa neki mehanizmi, ki ne bi bili že preizkušeni v praksi. To so dejansko mehanizmi, ki so jih različna evropska uredništva že implementirala, jih uporabljajo in je noter res nabor enih dobrih predlogov, kako naj se uredništva odzovejo, kako naj pomagajo novinarju, ali naj vzpostavijo neke, tako kot je že na začetku Maja govorila, ne, kako ne deluje na HRT-ju ta sistem notranje prijave v bistvu spolne zlorabe znotraj inštitucije, ne, ampak tudi za prijave spolnih napadov zunaj inštitucije ali pa kakršnihkoli napadov, morajo biti znotraj uredništev neke osebe, morajo biti vzpostavljeni neki ustaljeni kanali. Mi smo tudi pri tem pri našem spremljanju smo ugotovili, da so novinarji več ali manj prepuščeni sami sebi, a ne, da se te stvari rešujejo od primera do primera.
in da ni v uredništvih ali pa v delodajalcev nekega proaktivnega pristopa, ne? Da bi bilo že v novinarju vnaprej jasno, kaj se bo zgodilo, če bo napaden. A lahko pričakuje neko pravno posvetovanje, da se vidi, ali je to protipravno, ali je možen nek pravni odziv, ali da bi, na primer, mogoče eden od njegovih kolegov prevzel komunikacijo na družbenih medijih, a ne? Ker je seveda v tistem trenutku, ko si ti napaden, to zelo težko. Se pravi, da se nekdo, ki je umaknen, ne, ki ni neposredno v dogajanju, da se on odziva, mislim, ali da je nek drug komunikacijski odziv, to, kar smo že rekli, da se odzove uredništvo kot tako, da se odzove odgovorni urednik, da se odzove medij, mislim. En kup možnosti je za te odzive in dejansko, po našem mnenju, tukaj uredništva in delodajalci niso opravili še svoje naloge. In zato si bomo mi zelo prizadevali, da jim bomo ta protokol predstavili in da jim bomo te mehanizme predstavili in jih mogoče motivirali za to, da vsaj del tega tudi implementirajo, da izberejo ker res, tako kot vsi zdaj ugotavljamo in kot ugotavljamo že vsi zdaj nekaj let, je tega res preveč in dejansko zmanjšuje verodostojnost novinarstva, posameznih novinarjev, medijev in je treba bolj aktivno k temu pristopiti. In so še možnosti za izboljšave in tega se mi zavedamo in bomo tudi namenili dejansko kar en del svojih aktivnosti za to, da bi to spremenili. Plus tega bomo v aprilu tudi mi predstavili našo slovensko platformo za prijavo napadov. Tako da bomo imeli svojo platformo in upajmo, da bomo na ta način napade bolj sistematično spremljali in tudi, da bodo postali bolj vidni. Zato, ker se mogoče vseeno te napadi, saj te s Twitterja pa to se dogajajo v enem zaprtem krogu in splošna javnost sploh ne ve, čemu so izpostavljeni novinarji. Se ne zavedajo, zato je v bistvu naša želja in tudi namen, da to postane bolj javno in v okviru tega projekta bomo tudi ponudili vsaj nekaj ur tudi brezplačnega pravnega svetovanja za novinarje. Se pravi tega osnovnega, da ugotovi, ali je tole že grožnja, ki je kaznivo dejanje, ali ni, ali je tukaj, kakšna je sodna praksa, zato ker tudi tukaj smo ugotovili, da je še veliko možnosti za izboljšave. Dobro, jaz mislim, da čas te debate se nekako bliža koncu. Danes ste govorili predvsem o napadih od zunaj, če lahko tako rečem. Verjetno je zgodba zase, kaj se dogaja znotraj delovnih okolij, kakšen je položaj novinark, torej tam, kjer delajo. Verjetno je to debata, ki upam, da jo morda odprete na društvu ob kakšni drugi priložnosti. Hvala lepa vsem, da ste sodelovali, hvala tudi vsem, ki ste prisostvovali nocoj pri tem dogodku. Hvala za vabilo. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Nasvidenje, srečno, adijo. Srečno.